Danes zaključimo s temo najti Boga. Zato lahko imenujemo danes tudi trenutek resnice ali trenutek odločitve. V samem jedru krščanstva je, da je Jezus Kristus telesno vstal od mrtvih. Prvi učenci, prvi voditelji krščanske skupnosti so od vsega začetka vso veljavnost evangelijskega sporočila pogojevali z resničnostjo Jezusovega vstajenja. Apostol Pavel je napisal: če pa Kristus ni bil obojen, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Tedaj so izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali v Kristusu. Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Drugače rečeno, če bi bila resničnost vstajenja ovržena, bi se celotno krščanstvo v hipu sesulo v prah. V nasprotju z večino drugih verstev in svetovnih nazorov, ki temeljijo na idejah ali teorijah, krščanstvo o sebi trdi, da je ovrgljivo, saj temelji na tem enem domnevnem zgodovinskem dogodku. Z drugimi besedami, če trditev, da je Jezus vstal od mrtvih, ovržemo, je krščanstvo mrtvo. Prav Jezusovo vstajenje nam omogoča, da lahko znanstveno pristopimo k temu zgodovinskemu dogodku. Vstajenje je edinstven pretekli dogodek, zato moramo vedeti, kakšen je znanstveni pristop k takim dogodkom. Neformalno bi lahko rekli, da sta v resnici dva znanstvena pristopa. Prvi, ki jo poznamo že iz šole in pri kateri svoje razloge preverjamo z ponavljanim eksperimentiranjem, to so eksperimenti, ki jih lahko z ustrezno opremo ponovi vsak. Ta proces pa ne deluje, kadar proučujemo neponovljive dogodke, na primer izumrtje dinozavrov, izbruh vulkanov, izvor vesolja ali pa Jezusovo vstajenje. Teh dogodkov ne moremo ponoviti, da bi videli, kaj se je zgodilo. Lahko pa proučujemo zgodovinske argumente, da bi prišlo do najboljšega zaključka. Kot na primer, ali je Jezus sploh živel, njegova smrt, Jezusovo vstajenje, prazen grob, očevidci, njegov vpliv na ljudi, zgodovino, kulturo, razvoj in podobno. Glede Jezusovega vstajenja imamo dobre znanstvene pristope, ki so jasni v prid Jezusovega vstajenja. Ne bomo jih zdaj pogledali. Priporočam pa vam branje knjigo Johna Lennoxa Ali lahko znanost razloži vse. Da je krščanska cerkev razširjena po vsem svetu, je nesporno dejstvo. Kako torej lahko ustrezno utemeljimo preobrazbo prvih učencev? Saj je iz skupine prestrašenih moških in žensk, povsem potrtih in razočaranih zaradi domnevno katastrofalnih posledic, ki jih je za njihovo gibanje imelo križanje, voditelji
pa so nenadoma, silovito, zbrsteli v eno mogočno mednarodno gibanje, ki se je hitro razširilo po vsem rimskem cesarstvu in nazadnje po vsem svetu. Kaj je bilo lahko tako mogočnega, da je v tek pognalo vse to? Če bi vprašali prvo cerkev, bi nam verujoči kot izstopa izstrelili odgovor: Jezusovo stajenje. Prepričani so bili, da je razlog in namen njegovega obstoja, da pričujejo o stajenju Kristusa. Cerkev ni nastala, da bi širila kak politični program ali se je zavzemala za moralno prenovo, temveč, da bi pričala o dejstvu, da je Bog posegel v zgodovino in obudil Kristusa od mrtvih, ter da so nam lahko v njem odpuščeni grehi. Jezusovo stajenje je kamen spotike. Kritiki se že 2000 let obupno prizadevajo ovreči vstajenje, a tega ne morejo, saj so dokazana dejstva preprosto pretrdna. Zato še vedno preostaja vprašanje: bomo šli, kamor nas vodijo dejstva ali ne? Kot sem že v uvodu rekel, trenutek resnice, trenutek odločitve. Ubrati moramo resnejšo pot, raziskati zgodovinska dejstva in izkustva drugih ni za nas dovolj. Spoznati, doživeti moramo svoje lastno izkustvo. Problem v samem krščanstvu. Velikokrat se primerjamo ali zagovarjamo svoj prav napram drugih religij. Govorimo o procentih, koliko je kristjanov na svetu. Toda na žalost je problem samih kristjanov, da so izgubili vero v Jezusovo stajenje. Ko vprašamo kristjane, če so kristjani, bodo odgovorili ja. Toda ko postavimo vprašanje, da je Jezus stal od mrtvih, bodo večinoma odgovorili, da v to ne verujejo. Z drugimi besedami, izgubili smo temelj naše vere in kar je najbolj nevarno, izgubili smo odrešitev. Mogoče bomo rekli, prvi učenci so videli vstalega Jezusa in zato so lahko verovali. Toda sam Jezus je rekel, ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati. V vsakodnevnem življenju verujemo v marsikaj, kar ne vidimo. Ljubezen, atome, težnost. Obstaja veliko dokazov, dejstev, ki niso pridobljena z gledanjem. Podobno je z Jezusom v današnjem času. Potrebno je narediti korak vere, odločitve in zaupanje. Ker smo že govorili o znanstvenem pristopu, v nobenem primeru ne gre za slepo vero. Vera je zavestno predanje, zaupanje, da je Jezus umrl za našo odrešitev. Plačal smrtjo ceno grehov, zaradi katerih bi mi morali umreti. Takšna vera nas pripelje spoznanje, da smo grešniki
in rabimo odpuščanje, ki ga lahko dobimo samo pri Jezusu. Moramo se spreobrniti ali obrniti nazaj k Bogu. Ko mi obžalujemo svoje grehe, prosimo odpuščanja Jezusa, nam odpusti. Bog oziroma Sveti Duh v našem srcu in umu začne spremembe. Naenkrat bomo začeli spoznavati spremembe, ki jih lahko dela samo Bog. Odkrili bomo novo poglavje v svojem življenju. Našli smo Boga. Kot duhovni dojenčki bomo začeli vse bolj hrepeneti po spoznavanju Boga oziroma duhovni rasti z njim. Če želite pomoč pri tem, obiščite našo spletno stran. Dobrodošli na naša bogoslužja. In na koncu se pomolimo. Mogoče zelo kratko, ampak iskreno. Dragi Jezus, verujem, da si na križu umrl za moje grehe. Verujem, da si vstal od mrtvih. Spoznal sem, da sem grešnik, ki potrebuje odpuščanje. Jezus, zaupam tebi, da si edini, ki lahko odpustiš moje grehe, ker si pravičen umrl na križ za njih. Jezus, to te prosim, odpusti mi vsak greh. In dragi Bog, Sveti Duh, deluj v mojem življenju, da vse bolj spoznavam Boga, njegovo voljo in njegove načrte, ne samo tukaj, na tej zemlji, ampak tudi za večno življenje. Dragi Bog, to te prosim, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in blagoslovljeno pot hoje skupaj z Bogom.